izdavanja dr. Gorazda Bajca, in sicer A Potential Powder Magazine Pure Dynamite, Anglo-Američani, partizani v julijski krajini na predvečer hladne vojne. To je spet podobna tematika, sega spet v anglosaksonski prostor. Namreč angleški arhivi so postali zanimivi za nas, ko so jih začeli odkrivati. Mislim, prvi je bil Dušan Bieber, ki je vedno zahajal to, sledilno je potem dr. Pirc, pa Gorazd Bajc in nazadnje tudi Blaž Torkar, ki se prijel. In to so gotovo odkritja, ki nam bo dala še vedno, tudi v ostalih arhivih. Kaj se pogovarjate? In skratka, prosim, da. Kaj kujete? Se povečujem. Prosim, da Ja, hvala lepa. Kar sem si predstavljal, da bo moj kolega Blaž že kaj povedal, da se mi ponavljali, bo moj referat morda malo drugačen. In sicer predvsem okoli besede ta Potential Powder Magazine, se pravi Sod smodnika. Tudi bo zelo kratek, mislim najkrajši. Torej, med Britanci se je na koncu druge svetovne vojne kar nekajkrat pojavila metafora, da je julijska krajina sod smodnika. Očitno so jih tukajšnje razmere spominjale na pretekle balkanske nestabilnosti. Predvsem se je metafora o sodu smodnika nanašala na dva problema, med seboj povezana. In sicer na to, da med zavezniki in Titom niso uspeli dobiti nekega dogovora glede končne zasedbe Primorske in Istre in tudi končne osvoboditve, seveda, obenem, da se bodo lahko po končani vojni slovensko-italijanska nacionalna trenja sprevrgla v odkrit vojaški spopad. Takim prognozam, čeprav med zavezniki niso bili vsi enako pesimisti, so se tu pridružile nekatere izrazite značilnosti novoporajajoče vojne, hladne vojne. Prava eksplozivna mešanica torej. A gremo po vrsti. Kot vemo, so jeseni 1944 zavezniki in Tito zaman poskušali dobiti nek dogovor glede končne zasedbe oziroma osvoboditve Primorske in Istre. Nerešeni problem se je v naslednjem letu seveda ponovno pojavil in povečal. Pri Britancih, in sicer v Foreign Officeu, War Officeu in v okviru feldmaršala Harolda Aleksandra, se pravi poveljnika zavezniških sil v Sredozemlju, so upali, da bodo o problemu spregovorili na konferenci treh velikih na Jalti od 4. do 11. februarja 1945. Britanski zunanji minister Anthony Eden je tedaj šefu sovjetske diplomacije Vjačeslavu Molotovu prikazal problem julijske krajine in izrazil veliko zaskrbljenost, kajti tu je, kot citiram, tu je potencialni sod smodnika. Vendar, kot vemo, na konferenci na Jalti ni bilo časa, da bi se podrobne posvetili tudi problemu julijske krajine. V britanskem zunanjem ministrstvu so zato ostali še vedno zelo zaskrbljeni. In sicer zaradi ponavljajočih se vesti oficirjev misij, ki so delovali med drugim v julijski krajini, ki so konec februarja 1945, zato so v Foreign Officeu konec februarja 1945 ponovno uporabili metaforo, da so tu razmere pravi sod smodnika. Tokrat je bil sod smodnika problem nasprotnih teženj med Jugoslovani in Italijani glede julijske krajine. Citiram, nujno je torej, so zapisali v Foreign Officeu, da zavezniki zasedejo celotno območje in tako preprečijo zelo verjetno spopade med Jugoslovani in Italijani. Da dosežemo mir, lahko uporabimo tudi silo, so še menili v Foreign Officeu. Kot rečeno, so podobna opozorila prihajala strani britanskih oficirjev za zvezo, ki so bili aktivni na terenu. Tu pa je treba
poudariti, da so tako črnogledo predstavo prihodnosti poudarjali pripadniki misij na zahodnem delu Julijske krajine, predvsem v Furlaniji, in sicer med partizani Ozopovci. Medtem nekatere ocene drugih misij, ki so delovale med slovenskimi partizani na Primorskem, niso bile tako alarmantne. Kljub tej malo različni viziji, so v Londonu nekateri vsaj, zlasti v tu Foreign Office in italijanska sekcija službe SOE za Italijo, sekcija SOE za Italijo, Section J, ki tudi sama pisala o sodu smodnika, no, kljub tej razliki, so v Londonu menili, da ocene pripadnikov misij, ki so med slovenskimi partizani, niso povsem pravilne, da je situacija v resnici bolj kritična, kot se zdi. Očitno je torej, da med Britanci je prevladalo mnenje, ki je odražalo tezo misij med italijanskimi partizani, predvsem med Ozopovci, da res obstaja ob zaključnih bojih resna nevarnost jugoslovansko-italijanskega spopada. Protigajoča britanska armada iz Italije v smeri Primorske je bila tudi seznanjena z veliko napetostjo na terenu. Generalštabni polkovnik David Hunt se je na primer spominjal naslednjega. Glavne britanske potencialne težave niso bili spopadi med Britanci in Jugoslovani, mišljeno so partizani, temveč spopadi med Italijani in Jugoslovani. Podpolkovnik SOE Peter Wilkinson, ki je imel tudi velike izkušnje med slovenskimi partizani med vojno, je to potrdil. Ko so ga nadrejeni poslali zadnje dni vojne na Primorsko, je imel namreč nalogo, da svetuje ali pa vsaj poskusi identificirati sprte strani, če bi prišlo do takega spopada. Vprašanje je, ali so bila predvidevanja, da se bo po vojni v Julijski krajini pričela nova vojna med Jugoslovani in Italijani, realna. Ali pa je bil to bolj eden izmed poskusov italijanskih partizanov Ozopa, da bi Anglo-Američane prepričali, da je tu edina možna rešitev ta, da zavezniki Tita prehitijo in zasedejo celotno Julijsko krajino. Ali je bil torej neke vrste funkcionalen alarm? Ali je to bilo podobno recimo tem funkcionalnim vestem, jaz jih kličem funkcionalne glede, tako manih prvih fojb v Istri po 1843, ko so z italijanske strani večkrat rotili Anglo-Američani naj prvi zasedejo Julijsko krajino, ker ne bo prišlo do ponovnih velikih številnih maščevanj. Še ena zadeva je okoli glede tega soda smodnika. Konec aprila 1945 v britanski vladi, pa tudi v Foreign Officeu, razpravljajo o tem, ali bi bilo smiselno podpreti, če bi prišlo do kakšne sodelovanja med italijanskimi partizani Ozopo in četniki oziroma jugoslovanskimi kolaboracionisti. Tu so takoj rekli, da tudi to je sod smodnika in raje se temu odpovedati. Vprašanje je tudi naslednje. Ali je med Britanci in morda tudi med Američani pri alarmnih vesteh iz Julijske krajine odigrala svojo vlogo tudi želja po tako imenovanem zadrževanju komunizma, kar bi Julijski krajini pomenilo v praksi ustaviti ali pa vsaj upočasniti jugoslovanske partizane v smeri proti Zahodu. Zadrževanje komunizma ali containment je bila to, kot vemo, ena izmed karakteristik hladne vojne. Vprašanje je, kdaj se containment pri nas pravzaprav vzpostavi oziroma kdaj se pravzaprav containment pri nas prične. Na razpolago imamo podatke, ki jih bodo morale verjetno prihodnje raziskave upoštevati. In sicer, da je avgusta leta 1944 eden izmed agentov britanske tajne službe MI6 ali Secret Intelligence Service opravil neke vrste tur po deželah Sredozemlja, kjer se je, seveda neuradno,
srečal s predstavniki britanskih oblasti, predvsem so to bili diplomati, da bi potipal, kakšna je pravzaprav ozaveščenost le-teh, da bo treba, oziroma da je že treba, delovati proti komunističnemu vplivu. Obenega je seveda zanimalo, kakšna je bila pripravljenost, da se bo tako tudi v prihodnje zgodilo in kaj so pripravljeni narediti. Kot zanimivost, in s tem bom svoj poseg tudi zaključil, v Italiji so bili sogovorniki tega agenta, predstavniki britanske diplomacije, zelo kooperativni. Agent se o njih pohvalno izrazil. Hvala za vašo pozornost.